Ti ne razumeš. To je najpogostejši komentar, ki ga zdaj dobivam v teh časih. Ti ne razumeš Bitcoina, ti ne razumeš tehnologije, ti ne razumeš fundamentov. No, v tem videu bom pa povedal par stvari, ki jih hodlerji ne razumejo. Lep pozdrav in dobrodošli v novem videu na kanalu Explicit. To je kanal, kjer jemljemo kripto brez kakršnih koli olepšav. Zdaj to bo poseben video brez kakršnega koli editinga, večinoma bom samo jaz govoril. V glavnem, prva stvar, jaz ne vem odkot ljudem trditev, da sem jaz skozi beriš. Ne vem, očitno imajo ljudje kratek spomin. Če se morda spomnite, na začetku leta 2023 sem bil jaz po mojem edini, ki je takrat govoril, da bi to leto 2023, znalo biti leto bikov. To je bil moj prvi posnetek v januarju. In takrat sem bil zelo bikovski. In potem šele avgusta, ko sem opazil, kakšno je dogajanje na trgu, to mislim predvsem psihološko dogajanje, no takrat sem jaz šele začel opozarjati. Sem rekel, ej fantje, nekaj čudnega se dogaja, dajmo malo paziti. Torej, jaz nisem vedno beriš, jaz ne vem odkot to. Če še vedno ne verjamete, imate celotno video zgodovino na mojem YouTubeu. Ne bom lepo klipal, ker se mi to zdi naravnost bedno. No in imamo tukaj ta prvo trditev. Ponudba in povpraševanje. Vsi vemo, vrabci čivkajo o tem, da se bliža halving. In seveda nekako logična povezava je, manj bitcoina narudarjenega, višja bo njegova cena. To je nekaj povsem logičnega. Ampak problem je, da trgi niso logični. Vsi se lahko strinjamo glede ponudbe, je nekaj, kar imaš, nekaj fizičnega, karkoli. Zdaj, čisto nekaj drugega je pa povpraševanje. Zakaj? Zato, ker povpraševanje je pogojeno od psihologije trga. Marsikomu, ki mi je to napisal pod komentarje, sem napisal vprašanje, kako lahko zagotoviš, da povpraševanje bo. In na to sem ponavadi dobil samo odgovor, da povpraševanje pač bo. Ampak fora je, nihče ne more tega zagotoviti. Ne majhna količina nečesa, ne redkost, nič. Če psihologija trga ni na tvoji strani, ti imaš lahko eno najredkejšo stvar na svetu. Ampak, če ti nihče ni pripravljen plačati za njo, nimaš nič. Potem ta drugi argument je, ja, večja adopcija bo pripomogla k temu. Ok, recimo, da pride do večje adopcije, da vedno več ljudi ve za Bitcoin, ampak kaj pa, če večina teh ljudi misli, da je Bitcoin navaden drek? Kaj pol? Vidite, kako lahko vpliva psihologija trga na nekaj. S tem, ko staviš na to, dobesedno staviš na psihologijo trga. Nikoli ne veš, kam se bo obrnila. Tako da stvari le niso tako simpel, kot si marsikdo misli pri ponudbi in povpraševanju. Kot si marsikdo misli, ok, manjša ponudba, višje povpraševanje. Ne, to sploh ni tako. No, potem je tukaj trditev, v kripto se bodo zvalile ogromne količine denarja. Najprej, kar mi je najbolj skregano z logiko, je, da Bitcoin naj bi bil za človeka, proti korporacijam, proti bankam, proti državi in tako naprej in tako naprej. Ampak zdaj so ETF-i odobreni, oni imajo denar in zdaj so kar naenkrat najboljši prijatelji. No, tukaj je eno dejstvo in to je, da BlackRock nima nikakršnega namena, da bi vas delal bogate. Ko mi nekateri pravijo, ja, fundamenti niso na tvoji strani, ker sem pač medvedje zdaj, si jaz samo mislim, kakšni fundamenti? Pejte malo pogledat, kako BlackRock posluje, pa vam bo malček bolj jasno. Če boste seveda hoteli to videti. Zaradi tega, ker enkrat, ko je taka vira, ko je taka euforija, ti dobesedno zaslepi In točno to se zdaj dogaja, euforija. Vsi tudi govorijo, ja, Bitcoinov bo kmalu zmanjkalo na menjalnicah, pohiti preden jih zmanjka. Nihče pa ne omenja nasprotnega primera. Kaj bi se lahko zgodilo, če na menjalnicah zmanjka dolarjev, evrov? Ko naložite Bitcoin na menjalnico, da bi ga prodali, pa ga enostavno ne morete. In nemočno gledate, kako se spušča. Ali pa, da vam ga uspe prodati, pa vas menjalnica enostavno ne more izplačati. Tega scenarija nihče ne omenja. Potem internet je dobesedno poln postov oziroma objav. Mediji so polni novic. In finančni guruji, Madonna, finančni guruji. Evo jih, zdaj so spet vsi nazaj, tudi tle v Sloveniji. Bitcoin je pred eksplozijo, vloži preden bo prepozno. A ne? Zdaj, ko smo nad 60 000. Sam sem šel preveriti vsakega posebej, ki se zdaj reklamira na Facebooku.
Kateri izmed njih je promoviral recimo nakup Bitcoina v januarju, februarju, marcu leta 2023? Takrat sem bil jaz namreč bikovski, ker meni vsi pravijo, da sem medvedji. Neprestano medvedji. No, odgovor je niti eden. In takrat se prav spomnim, ko sem objavil jaz ta svoj video za Bitcoin 2023, sem dobival spodaj komentarje, podobne kot so zdaj. Ne, Bitcoin bo šel na 5000, 3000, kaj ti pa lamudiš o nekem bikovskem letu? Ampak hej, marsikomu to piha na dušo in pol pride pač do česar pride. Potem so tukaj še argumenti, kot so ti ne razumeš projekta in Bitcoin je prihodnost denarja. Jaz sem v kriptu od leta 2015. V vsem tem času, veste, s kolikimi projekti sem jaz prišel navzkriž, ki naj bi bili naslednja velika stvar? Veste, koliko jih je preživelo do zdaj? Po mojem, da tam nekje 10%. In potem argument, Bitcoin je prihodnost denarja. Ja, jaz vsekakor mislim, da je. Ampak vse bolj verjamem, glede na obnašanje, da je to prihodnost, ki si jo bo človeštvo na račun pohlepa zapravilo. Prvič, kakšen je to denar, če ga vsi držijo pri sebi? Tukaj je ena izmed glavnih funkcij denarja, ki se ne uveljavlja. In to je, da se premika. Ko greš v trgovino, ni cen v Bitcoinu. Ko se ljudje pogajajo, se ne pogajajo v Bitcoinu. Ampak se pogajajo v evrih, dolarjih in tako naprej. To je čisto totalno skregano. Ti misliš, da je Bitcoin boljši denar, ampak vseeno pa ga ocenjuješ v dolarjih in evrih. Tako da tukaj je resnica. To ni nič drugega kot navaden pohlep. Ker priznaj si, mobitel preverjaš vsakih 15 minut zaradi tega, ker vidiš, kako ti lepo evrčki rastejo. In trenutno smo v fazi evforije. Nihče me ne bo prepričal obratno. In jaz sem naredil, kar se v evforiji ponavadi dela. Bitcoin je zrastel? Prav. Ta rast mi je dala kar precej informacij, padec mi jih bo dal še več. V glavnem, to bo to za danes. Rad bi se zahvalil še vsem patronom, ki svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če bi morda radi postali eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. V zameno za podporo pa dobite dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom dobite dostop do dnevnika tehničnih analiz, kjer ne obravnavamo samo kripto sveta, ampak tudi delniški, žlahtne kovine in tako naprej. V paketu naprej pa je zelo lepo zaživel tudi Discord. Tam konstantno delimo ideje, komentiramo, se posvetujemo in imamo tudi analize na manjših časovnih intervalih, tako da v bistvu še bolj natančno veste, kaj se gleda. Poleg tega pa imajo patroni tudi popust na moji spletni trgovini, kjer je zdaj že kar nekaj indikatorjev. Toliko kot so prispevali na Patreonu do časa nakupa, lahko tudi uporabijo kot dobro imetje. In nekateri lahko nakupujejo celo zastonj. Ne pozabite obiskati tudi spletne trgovine. Imamo napredne RSI indikatorje, napredne MFI indikatorje. To so v bistvu indikatorji, kjer je združenih več indikatorjev v enega, kar vam lahko pomaga tudi pri tem, da obdržite brezplačni TradingView račun. Potem je tukaj še indikator ARI, to je Asset Rotation Index, ki vam kaže, kam na kriptotrgu se pretaka denar. Ali se pretaka v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. Tako da imate kot neke vrste mapo. Hvala vam tudi, da ste si video gledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tem videu, kaj si mislite o mojih trditvah. Se strinjate z njimi ali se ne strinjate z njimi? Kakorkoli že, rad vam prisluhnem in podebatiram z vami spodaj pod komentarji. Tako da ne pozabite komentirati, ampak dajmo se vsi skupaj držati konstruktivnega nivoja. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Sledi kar nekaj novih videov, tukaj so obetavni kriptoprojekti v sodelovanju s Crypto News. Poleg tega pa vam bom v naslednjem videu razkril laž, ki se širi naokoli na račun ETF-ov. Tako da ne se pozabite naročiti na kanal in nastavite tudi obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. To bo takoj, čim ga objavim. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn, bodite varni tam zunaj in se vidimo v naslednjem videu.